Lepo pozdravljeni. Oddajo Posavski tednik začenjamo v Brestanici. V tamkajšnji termoelektrarni so namreč podpisali pogodbo z dobaviteljem glavne tehnološke opreme za drugi nadomestni plinski agregat. S tem v termoelektrarni Brestanica nadaljujejo z izvedbo zamenjave plinskih blokov, in sicer drugega dela prve faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata moči 40 do 70 MW. 6.3. smo imeli podpis pogodbe z Siemensom Slovenija za dobavo genseta, mi rečemo, torej to je generator, turbina, dimnik, ampak v ta lot smo zdaj vključili tudi gradbena dela, tako da Siemens v bistvu je zadolžen ob dobavi genseta tudi za izvedbo vseh gradbenih del. V stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, sta že pripravljena prostor in infrastruktura za sedmi plinski agregat. Naložbo za drugi nadomestni plinski blok so sicer začeli decembra lani z objavo javnega naročila za lot 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme, za katerega je torej bil izbran Siemens. Sledi izvedba še 2 javnih naročil, in sicer za visokonapetostno opremo ter pomožno tehnološko opremo. Malgaj zamenjavo plinskih blokov ocenjuje kot ključen projekt termoelektrarne Brestanica. V tej fazi mi tisto, kar smo želeli, torej zamenjavo plinskih starih blokov, je ta faza zadošča in s tem smo zaključili. Če bo pa sistem še potreboval dodatne proizvodne kapacitete, terciarne regulacije, potem pa imamo še možnost dogradnje plinskega bloka 8-9. Aprila načrtujejo pričetek gradbenih del, dobavo glavne tehnološke opreme pa pričakujejo v prvi polovici leta 2020. Roki so po našem terminskem planu konec leta 2020, morda 2021 še kakšen kvartal, prvi kvartal, sicer pa ne bi bila takrat investicija zaključena. Investicijska vrednost plinskega bloka 7 znaša 26,45 milijona evrov. Ampak mi se glede na to, da je Siemens držal obljubo, da bo isti pogoji, kot so bili na plinskem bloku 6, računam, da bomo nekje dobrih 25 milijonov to investicijo zaprli. Obratovanje tega bloka bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene. V termoelektrarni Brestanica so lani sicer odprli 6. plinski blok. Elektrarna je s tem pridobila dodatnih 53 MW razpoložljive moči, z novo pridobitvijo pa se je njena moč povzpela na 350 MW. V letu 2018 so dosegli dobre poslovne rezultate. Smo obratovali z plinskim blokom 6 v komercialne namene, kljub temu, da je bil še v fazi testiranja. Bi pa izpostavil morda januar letošnjega leta, smo pa dejansko s tem plinskim blokom proizvedli 2 gigavatne ure čist v komercialne namene. Gre torej za nadaljevanje izvedbe projekta zamenjave 3 plinskih blokov iz leta 1974, ki sicer še delujejo, vendar so pri koncu svoje tehnične življenjske dobe, saj je težko dobaviti specifične rezervne dele in bi tako težko zagotavljali današnjo visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja. Gospodarska zbornica Slovenije je že 51. podelila nagrade za gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Letošnjih nagrajencev je 6, prihajajo iz 5 regij in med njimi je tudi direktor podjetja Stillees Rok Barbič. Rok Barbič podjetje Stillees s 280 zaposlenimi in s 3 odvisnimi družbami vodi od leta 2012. Čeprav je bil Stillees nekoč predvsem proizvajalec stilnega pohištva, danes skoraj 100% prihodkov ustvari na tujih trgih, v projektih za 5- in 4-zvezdične hotele ter manjše družinske hotele. V letu 2018 so realizirali 32 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni, da so v zadnjih 3 letih promet podvojili. V zadnjih 3 letih smo tudi povečali število zaposlenih za tretjino. Tudi EBITDA se je krepko povečal, lansko leto znaša 1,9 milijona evrov. Dodana vrednost trenutno znaša 35 tisoč evrov na zaposlenega. Razlogi za dobre rezultate so v tem, da so v preteklih 5 letih intenzivno investirali. Vsako leto v povprečju 1,5 milijona evrov, da so veliko vlagali v kadre in da so uvedli nove segmente. Šli smo tudi v zaključna gradbeniška dela, kar pomeni, da zdaj proces obnove hotela lahko
zapakiramo v celoti, se pravi od razvoja pa do potem kompletne izvedbe na ključ. Njihovi naročniki so pretežno 5-zvezdični hoteli renomiranih hotelskih franšiz. Glavna stranka pa je franšiza, ki ima v svojem portfelju 70 hotelov. Na vprašanje, zakaj so se odločili za pretežno hotelsko dejavnost, pa Barbič odgovarja. To je v bistvu dejavnost, kjer lesar lahko po mojem proda zelo veliko znanja. Pri retailu se to zaradi koncentracije trgovcev in zaradi trenutne davčne obremenjenosti dela v Sloveniji ne da. Pri hotelih s 5 zvezdicami največ pomeni priporočilo, ob tem pa tudi prisotnost na specializiranih sejmih. Prisotni so v okoli 30 državah po različnih koncih sveta. Trg je cel svet, v zadnjih 5 letih smo delali od Kazahstana, Indije, Gruzije, Savdske Arabije, Senegala, Združenih držav, Nemčije, Švice, Italije, Avstrije, Hrvaške. V Sloveniji smo letos dobili, v šali rečem, po pravličnih 7 letih prvi projekt, obnavljamo hotel Lev v Ljubljani, drugače pa v Sloveniji na tem segmentu tako, da je več kot 2/3 hotelov še v posrednem lastništvu države. V bodoče želijo zmanjšati odvisnost od hotelskega segmenta, zato pripravljajo projekt, s katerim želijo še povečati proizvodnjo polproduktov. Projekt je trenutno v fazi, da v bistvu dokončujemo 2 inovaciji, ki bosta, dajmo reči, temelj tega projekta. Potem bomo projekt sestavili skupaj in ga v drugi polovici letošnjega leta tudi zagnali. V Stillesu dober kader iščejo ves čas, saj je pridobivanje zaposlenih za zahtevno delo precejšen izziv. Na eni strani kadra ni, po drugi strani pa ta kader, ki ga nekje potem ponuja naš izobraževalni sistem, pride, bom rekel, v takem stanju, da se učni proces potem komaj začne. Tako da smo primorani kadre iskati zunaj, kar nekaj inženirjev smo našli v zadnjem 3-letnem obdobju v Srbiji, Bosni, Belorusiji, Ukrajini. Našli smo tudi nekaj delavcev, ki jih imamo integrirane v proizvodni proces iz Ukrajine. Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke so najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji. Kot je po prejetju nagrade povedal Rok Barbič, so občutki ob tako visokem priznanju lepi. Absolutno te nagrade ne sprejemam kot nagrado meni osebno, ampak najprej vsem sodelavcem v Stillesu, še posebej pa 20 ključnim sodelavcem, ki so mi pomagali na tej poti spreminjanja našega poslovnega modela. Zahvala gre sigurno tudi lastniku, družini Polovič, ki so verjeli v ta poslovni model, našli zaupanje in s katerimi zelo lepo sodelujemo. Družina Polovič oziroma podjetje AFP Dobova je lastnik Stillesa od leta 2010. Nadaljujemo v Sevnici. Na redni seji tamkajšnjega občinskega sveta so se med drugim seznanili z delovanjem medobčinskega inšpektorata v letu 2018. Vodja medobčinskega inšpektorata skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je podal letno poročilo o delu v letu 2018. V teh zadnjih, rečemo, 10 letih, kar delujemo, imamo veliko območje, na katerem pač upravljamo nadzore, pa tudi v tem času lahko rečem, da smo veliko pristojnosti dodatno dobili. V zadnjem letu še te enostavne objekte, kar bo kar velik zalogaj, za tako majhen organ, kot smo mi. Sicer pa opravljajo vse nadzore kot v preteklih letih. Na področju redarstva nadzor mirujočega prometa, nadzor parkirnih prostorov za invalide, izvajajo preventivne akcije v sodelovanju s šolami, pa tudi akcije, ki se nanašajo na parkiranje po pločnikih in prehodih za pešce. Kar se same inšpekcije tiče, tu so pa glavni problemi odpadki, ločevanje in pa zbiranje odpadkov. Sicer je tega manj v naravnem okolju, ampak še vedno je pa velik problem in odlaganje ob teh posodah za smeti, kakor tudi, da ni ustrezno ločevanje teh odpadkov. Območje nadzora, ki je v pristojnosti medobčinskega inšpektorata, je teritorialno veliko, prav tako je široko področje nadzora in predpisov, ki sodijo v okvir delovanja inšpektorata ob dejstvu, da imajo zaposlenih le 5 oseb, kar je, kot pravi vodja inšpektorata, premajhno število glede na vse usmeritve pri nadzorih.
Ni problem v bistvu toliko v teh samih nadzorih, ampak v pogostosti nadzorov, ne? Ker če se neki problem izpostavi, v bistvu dobro, potem se čim večkrat tak nadzor opravi, ne? Mi pa to enostavno, tudi glede na ključ, ker moramo biti prisotni po vseh občinah, tega potem ne moramo zagotoviti, ne? V daljšem časovnem obdobju se te stvari na večini področji in tudi območij stvari se popravljajo, ampak verjetno bi se prej, če bi imeli mi pač večjo ekipo, ne. Zato poskušajo z različnimi pristopi in aktivnostmi ter v sodelovanju s policijo zajeti čim širše področje nadzorov. Ja, s policijo lahko rečem, da dobro sodelujemo, imamo tako skupne aktivnosti ob dnevu invalidov, ob začetku šolskega leta, na določenih področjih, ki spadajo pod naše področje dela, tudi on vstopajo predloge za uvedbe postopkov, tako da v bistvu lahko rečem, da to sodelovanje je konstantno, ampak ravno tako so oni podhranjeni kadrovsko, tako da tudi pri njih je ta problem, da se ne moremo toliko vključevati, kot bi želeli oboji, no. V letošnjem letu nadaljujejo z začrtanim delom. Pravzaprav bomo nadaljevali z začrtanim delom, ker se pravi, glede na to, da niti kadrovsko nismo sposobni ne vem koliko širiti teh nadzorov, po drugi strani pa bo velik zalogaj pa ti enostavni objekti, to smo pa v bistvu z lansko zakonodajo dobili, tu se bomo morali pa kar dosti potruditi, ker gre za zelo zakomplicirano območje, ker se ta zakonodaja v teh desetletjih spreminjala, pa niti tega ne poznamo toliko, ampak se pravi tudi sodelovanje z gradbeno inšpekcijo, upam, da bomo pripeljali te pač postopke do konca. Poleg predstavitve poudarkov dela je vodja inšpektorata podal tudi oceno izvajanja občinskega programa varnosti, katere ustreznost so člani sveta soglasno potrdili. V teh dneh se zaključuje regionalni projekt Zeleno Posavje za naravo in zdravje, v okviru katerega je Komunala Brežice skupaj s partnerskimi družbami z različnimi aktivnostmi stremela k izboljšanju ozaveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije. Ekološki projekt Zeleno Posavje za naravo in zdravje se po enem letu v teh dneh zaključuje. V sklopu tega projekta smo želeli ozavestiti naše uporabnike o pomenu pitja vode iz pipe, o ponovni uporabi stvari. Želeli smo jih ozavestiti o tem, da ne smemo metati hrane stran in pa o ločenem zbiranju odpadkov, konkretno o ločenem zbiranju odpadnega jedilnega olja in pa kavne usedline. Z namenom zmanjšanja količine zavržene hrane so izvedli analizo odpadne hrane v 15 posavskih šolah in 2 gostinskih lokalih. Pridobljeni rezultati sovpadajo s slovenskim povprečjem. V izobraževalnih ustanovah se zavrže od 10 do 40% pripravljene hrane oziroma 12 ton letno na šolo. Z brežiškimi osnovnimi šolami pa so izvedli največjo zbiralno akcijo odpadnega olja in zbrali skupaj skoraj 4000 litrov te tekočine. Postavljenih je bilo 6 uličnih zbiralnikov za to odpadno jedilno olje, 3 v Krški občini, 3 v Brežiški občini in pa razdeljenih 2000 kantic v Brežiški in 2000 teh kantic za odpadno jedilno olje za gospodinjstva v Krški občini. Poskrbeli so, da se je v zakladnici uporabnih stvari izmenjalo 15 000 kosov še uporabnih stvari, tudi socialno ogroženim družinam, kar pomeni 7 ton odpadkov manj na odlagališčih. Pri pitju vode iz pipe so bili postavljeni 3 pitniki v 3 občinah. Ravno tako smo razdelili torej vsem udeležencem v projektu 400 vrčev za pitje vode iz pipe. Pri zbiranju kavne usedline smo ločeno zbrali 22 ton kavne usedline, ki smo jo potem odložili med biološke odpadke. Novoselčeva je omenila, da so pri tem naleteli na številne prepreke, predvsem na zakonodajni ravni. Že v začetku samega projekta so namreč razmišljali, kaj bi lahko počeli s kavno usedlino. Znani so primeri iz tujine, kjer usedlino uporabljajo kot biogorivo, biokompost ali pa na njej gojijo gobe, kar zaradi zakonodaje pri nas trenutno ni mogoče. Ja, želje so velike, zato bomo tudi vztrajali. Jaz pričakujem, da bo država našla posluh za nas. To je ključnega pomena, da država najde posluh. Mi bomo vztrajali, se bomo trudili, kajti nenazadnje je to za dobro naših zanamcev. S projekti, ki so jih izvajali že v preteklosti, bodo nadaljevali. Smo zagovorniki tega, da je potrebno na dnevni ravni otroke, odrasle ozaveščati.
Zato kot posledica tega projekta že nastajajo novi. Eden od teh je projekt Krožna kultura v naših rokah, pri katerem bodo ločeno zbirali tetrapak embalažo od sokov in mleka. Ta projekt se bo začel izvajati v kratkem. Torej gre za ločeno zbiranje tetrapaka, se pravi, zbere se ga skupaj z ostalo embalažo, ampak se potem ta tetrapak od sokov in mleka se izloči, se pelje v predelavo in se potem predela v toaletni papir in pa v robčke. In naš cilj je, da se pravi, da zaokrožimo to zgodbo, da dejansko se gremo krožnega gospodarstva in da najde ta papir mesto, se pravi, tudi v domovih, se pravi gospodinjstvih, kot tudi pri podjetjih. Projekt, v katerem so poleg brežiške komunale sodelovali še Kostak Krško, komunala Sevnica, komunala Radeče ter OKP Rogaška Slatina, je vreden 135 tisoč evrov, finančno pa ga je podprl Evropski sklad za regionalni razvoj. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Nuklearna elektrarna Krško je v februarju proizvedla dobrih 491 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 467 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6% večja od načrtovane, ki je bila 460 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v februarju segrevala povprečno za 1,5 in največ za 2,6 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu je bilo v skladiščenih 0,208 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Organizatorji festivala Brežice moje mesto so najavili prvega izvajalca letošnje prireditve, ki bo v središču Brežic tradicionalno potekala v zadnjem junijskem tednu. Na petkovem odru bo tako nastopila Siddharta, ki je na festivalu nastopila že leta 2017. Od zadnjega nastopa pa so izdali nov album Nomadi, ki je izšel septembra lani. Karate klub Brežice je uspešno izpeljal šolsko tekmovanje za pokal Posavja v karate disciplini kate in karate tehnikah. Na tekmovanju so nastopili mladi iz 10 okoliških osnovnih šol. Nastopajoči so bili razdeljeni v skupine po znanju, trenerji in izkušeni tekmovalci karate kluba Brežice pa so opravljali delo sodnikov. Najboljši v posamezni kategoriji so prejeli prave unikatne kolajne, vsi nastopajoči pa spominsko diplomo ter praktične nagrade. V zgodnjih pomladnih dneh na Lovrencu cveti encijan. Rastišče je opredeljeno kot zavarovano območje, ki ima status naravnega spomenika in se nahaja v neposredni bližini Listce. Žal pa rastlino v zadnjem času ogroža izkopavanje. Pred planinsko in turistično sezono so se v Planinski zvezi Slovenije odločili, da javnost obvestijo tudi o pomenu rastišča encijana na Lovrencu. Po novinarski konferenci, ki je potekala v Ljubljani, se javnost kar nekako se je zanimanje povečalo, ne? In smo skupaj z eno ekipo novinarsko odšli gor in ravno med snemanjem smo čisto po naključju opazili nove jamice na travniku, ki so jasno dokaz, da je ponovno nekdo načrtno izropal določeno število encijanov, kar smo takoj prijavili tudi policiji, ker je to po zakonu kaznivo dejanje. Na mestu so zaznali 7 novih jamic. Primer večjega plenjenja encijana so na Lovrencu sicer opazili oktobra 2017 in sicer 60 izkopnih mest, ki kažejo na organizirano ropanje te zavarovane rastline. Torej domnevamo, da domnevni tatovi to rastlino preprodajo, morda tudi želijo razmnoževati in preprodajati, ampak ko enkrat odstraniš encijan iz tega območja, ni več uporaben. Ne za presajanje, ne za zasajevanje, ne za morebitne dodatke alkoholnim pijačam, kot morda nekdo misli. Kajti tisti encijan, ki je na alkoholnih pijačah, je druga vrsta encijana, ni klusijev svišč, tako da ljudje tukaj živijo v eni veliki zmoti. V Planinskem društvu Listca rastišču že vrsto let namenjajo posebno skrb. Vsako leto poskrbijo za zamenjavo dela poškodovane in dotrajane ograje, v času cvetenja pa poteka tudi fizično varovanje rastišča. Včasih so celo kampirali gor oziroma so imeli šotore, zato da so dejansko skoraj 24 ur na dan zagotavljali to varovanje. Zdaj v današnjih časih se je to malo spremenilo, tako da straže potekajo v času cvetenja od zgodnega jutra pa nekje do mraka.
A tudi v času straže, predvsem pa v nočnem času, prihaja do plenjenja. Mnogi tudi samo želijo fotografirati in grejo na rastišče, pa jih potem opozarjamo, ker ne table, ne vse te ograje ne pomagajo žal, oziroma ljudi ne ovirajo, da stopajo na rastišče. Ker trenutni ukrepi niso dovolj, v Planinskem društvu Disca razmišljajo o novih. O kakšnih video nadzorih, o dodatnih morda obhodih policijskih patrulj, policistov. Žal je potrebno iti v takšne ukrepe, če želimo to rastišče ohraniti, ker sicer se ga bo postopno izropalo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Rožno so ob zadnjih intervencijah spoznali, da njihova oprema žal ni več v stanju omogočati uspešna in predvsem varna posredovanja. Zato so se odločili zamenjati pol stoletja staro gasilsko cisterno, ker pa gre za velik finančni zalogaj, ga društvo brez pomoči ne bo zmoglo. Prostovoljno gasilsko društvo Rožno je eno od 1341 prostovoljnih gasilskih društev v državi. V minulih letih so postopoma prenavljali in dograjevali gasilski dom in nabavili nov kombi. Pred 20 leti pa so kupili gasilsko vozilo s cisterno za 3000 litrov vode, ki je sedaj pri starosti častitljivih 50 let do te mere dotrajano, da ga je treba zamenjati. Zato smo se dejansko odločili in z prihranjenimi sredstvi od donacij od koledarjev, 30 000 evrov smo zbrali v minulih letih iz tega naslova, zato smo se v lanskem letu odločili, da je čas za zamenjavo kombiniranega vozila, se pravi vozila z vodo. Na njihove potrebe sta se že odzvali Občina Krško in Gasilska zveza Slovenije, ki bosta iz javnih virov zagotovili 70% potrebnih sredstev, manjkajoči delež pa morajo zagotoviti sami. Pred novim letom smo naprosili tudi precejšnje število pravnih oseb in pa samostojnih podjetnikov, ki so se v lepem številu tudi odzvali naši prošnji, ker je pa sedaj še vedno nekaj denarja zmanjkalo za prepotrebno opremo. Prosimo za pomoč vse tiste, ki se v prvi fazi še niso odločili in pa seveda vse posameznike, ki lahko po svojih zmožnostih donirajo za nabavo opreme. V popolnosti opremljeno vozilo stane 150 000 evrov. Nekaj opreme bo najbrž potrebno pustiti stare, vsaj 15 000 evrov bi bilo pa zelo dobrodošlo, če bi še lahko zbrali in uspeli napolniti avto do operativne opremljenosti. Gre za novo sodobno vozilo. Gre za povsem novo vozilo v Iveco Daily z 1300 litri vode, z v bistvu vso potrebno opremo, ki mora biti integrirano v vozilo, in mislim, da je prvo tako vozilo v Krški občini. Gre za vozilo GVV1, ki je namenjeno manjšim društvom. V njihove vrste je sicer vključenih več kot 100 članov, kar je skoraj 1/3 prebivalcev krajev, ki jih društvo pokriva. Udeležujemo se tekmovanj na ravni občine Krško in na ravni cele Posavja. Imamo tudi ekipo pionirjev, to je 9 otrok. Tekmujemo pri vaji z vedrovko, to je mokra vaja, kjer zbijamo tarče. Otroci to vajo obožujejo, ker se lahko tudi včasih malo pošprica en drugega. V času našega obiska pa so se pripravljali na državni kviz gasilske mladine, ki bo 30. marca v Krškem. Na katero smo se uvrstili lansko leto, ko smo na Blanci na regijskem kvizu naša ekipa dosegla prvo mesto. Pripravljamo se 2krat tedensko, že zadnje 2 meseca. Zadnji dni pred tekmovanjem bodo vaje še bolj pogostejše. Državnega kviza se bo udeležilo približno 40 ekip iz cele Slovenije. Gasilstvo je v Posavju že od nekdaj zelo priljubljeno in spoštovano, zato ni neobičajno, da se tudi mladi radi odločajo za sodelovanje v gasilskih društvih. Je pa v zadnjih letih težava, s katero se srečujejo tudi v bolj urbanih okoljih, ko je enostavno popoldanskih aktivnosti zelo veliko in smo gasilci samo še ene izmed aktivnosti v vsej paleti, ampak uspemo sestaviti ekipe in se redno udeleževati vseh tekmovanj. Na podlagi odličnih uvrstitev na občinskih in regijskih tekmovanjih so se tako večkrat uvrstili na državna tekmovanja. Vedno so posegli po mestih v prvi polovici ali tretjini ekip, o čemer pričajo številni pokali, kar je za tako malo društvo izjemen uspeh. Za konec še v Krško.
Približno 260 otrok je zapelo na območni reviji mlajših otroških pevskih zborov Pesem mladih src, ki je potekala v osnovni šoli Jurija Dalmatina. Takole se je uvodoma predstavil otroški pevski zbor prvi razred osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, s čimer so odprli območno revijo mlajših otroških pevskih zborov. Revija otroških pevskih zborov je sicer že tradicionalni dogodek, med nastopajočimi pa je bilo čutiti veliko prijetne vznemirjenosti in pričakovanja. Ja, v bistvu je tu namen, da otroke kulturno vzgajamo in da jih oblikujemo v zborovske pevce že od majhnih nog in si trdno želimo, da potem svojo pot nadaljujejo tudi pri mladinskih pevskih zborih, mogoče enkrat, ali pa pri odraslih kasneje. Na tokratni pevski reviji je letos sodelovalo 8 zborov oziroma več kot 260 nastopajočih otrok iz občine Krško. Pri teh najmlajših zborih imamo v bistvu veliko zborov, je pa pri odraslih težava, ko teh zborov po moji oceni ni dovolj in bomo na tem tudi delali, da bomo povečali število zborov, če se bo le dalo. Predstavil se je tudi Cicibanov zborček vrtca Senovo pod mentorstvom Mojce Gorenc. Danes iz vrtca Senovo je 27 otrok, sicer jih Cicibanov zborček obiskuje 31. To so v bistvu 5-6-letniki, ki se prvič srečujejo z nastopanjem pred večjo publiko in jim je to še poseben izziv in veselje. Pripravili smo Bitenčevo pesmico, Domišljavi želodek in pa Mamica je kakor zarja. Za najmlajše pevce je sodelovanje v zboru morda res predvsem zabava, pa tudi spodbujanje in navduševanje za petje. Najmlajši otroci zelo radi pojejo, imajo veliko veselja do petja, do glasbe. Moram reči, da se radi udejstvujejo Cicibanovega zborčka, naših glasbenih uric, radi prepevajo in mislim, da je to predvsem v tem zgodnjem obdobju še posebno potrebno razvijati in predvsem razvijati to veselje do petja in do glasbe. Za otroke je nastop na reviji torej pomenil predvsem zabavo in novo izkušnjo. Priprava tega srečanja pa je zahtevala veliko organizacije in usklajevanja, predvsem zaradi velikega števila nastopajočih. V bistvu pravijo to, kar rad delaš, da ni težko. Je pa res, da imamo tukaj veliko in dobro sodelovanje z osnovno šolo Jurija Dalmatina in ravnateljico Valentino Gerjevič, ki nam je tu veliko pripomogla, da je danes vse teče tako, kot mora. Tokratna revija mlajših otroških pevskih zborov je bila sicer prva v vrsti pevskih revij in srečanj, ki jih v teh dneh pripravljajo na krški izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je vse, kar smo vam tokrat pripravili v oddaji Posavski tednik. V našo družbo vabljeni spet čez teden dni. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.